Ob Karantanski cesti v Domžalah sta zrasli dve novi večstanovanjski stavbi s sodobno arhitekturno zasnovo in inovativnimi energetsko varčnimi rešitvami. Bloka sta zgrajena po strogih smernicah za varovana stanovanja, kar pomeni, da 14 stanovanjskih enot tako mladim kot starejšim generacijam ponuja dolgoročno kakovost bivanja. Čeprav na zunaj ni videti, je konstrukcija objektov lesena in tako tudi trajnostno zasnovana. V tem stanovanju se za večinoma belimi stenami skriva leseno srce. Sobivanje s tem naravnim materialom pa lastnikom omogoča same prednosti. Preverimo, zakaj se v tem domu bolj globoko zadiha. Matevž, čedalje več večstanovanjskih lesenih stavb srečujemo v Sloveniji. Povejte mi kaj o tem trendu, a gre to za našo slovensko navezanost na les kot material? Definitivno gre za navezanost, to je prva stvar. Jaz bom rekel, da je les kot osnovni gradnik v enostanovanjskih hišah že zelo dobro priznan. Vsi ljudje poznamo njihove bistvene lastnosti in karakteristike. Več in več je pa vprašanj tudi po večstanovanjskih stavbah. Ljudje povejo pozitivne izkušnje, ljudje povejo tudi, da v teh stavbah živijo kvalitetneje, bolj zdravo in je tudi način življenja v ozadju oziroma odločitev, da želiš, bom rekel, tudi v zdravem okolju, ena bistvenih stvari. In tle prihaja več in več investitorjev, kjer pač tudi zaupajo lesu, kupci kot takšni pa povejo potem pozitivne izkušnje. Čeprav so zdaj v lesenem večstanovanjskem objektu, pa vseeno ni toliko vidnega lesa. Kako to? Zdaj, če bi bil to čist klasičen blok grajen, je lahko v sami, bom rekel, celici stanovanja veliko vidnega lesa. Ker pa je to blok oziroma pač stanovanjska stavba, ki je grajena po smernicah varovanih stanovanj, je pa zadeva takšna, da so v bistvu predpisi, kar se tiče požarne varnosti, malenkost strožji. Kar pomeni, da v samem ambientu ne moreš imeti končnih materialov, ki so gorljivi. Tukaj je pa praktično tako, da lahko doživi tudi nek par, ki je, bom rekel, tudi že zelo star, ima možnost bega precej počasnejši in tle moramo potem zagotavljati večno varnost. Zato v načeloma varovanih stanovanjih v Sloveniji požarna smernica ne dovoljuje vidnega lesa. Les je sicer zelo požarno varen material. Počasi izgoreva proti notranjosti in zato omogoča dolge evakuacijske čase. Na primer, 10 cm debela lesena stena ima požarno varnost več kot 30 minut pri obojestranskem gorenju, 60 minut pri enostranskem gorenju, v primeru dveh blokov, kjer je les skrit za še dodatno negorljivo mavčno kartonsko oblogo, pa se požarna varnost podaljša celo na 90 minut in več. S čim ste sicer tukaj še kombinirali les? S katerimi materiali ste si še pomagali? V notranjosti je tle zelo veliko mavčno-kartonskih oblog, ki pač nam zagotavljajo osnovo zidu, kot ga poznamo, nekega končno gobelnega zidu. V samem stopnišču smo pa mislim, da uvedli po dolgem času v stanovanja neko tradicijo. Mi smo tle uporabljali kot terac betone, kot da je praktično celotno stopnišče v primarni konstrukciji izvedeno v lesu, potem pa sekundarno z prefabrikati, ki so bili pripeljani, narejeno kot teraci. In smo želeli v bistvu, da tudi ta del, ki je skupen, je praktično narejen s teracov. Tako da, že ko pridemo do objekta, je ta zunanja ureditev nek terac, ki je prvo samo krtačen, potem je štokan in potem prehajamo v brušeni del, pa vse do stanovanj, kjer praktično dobimo zmer lepšo in finejšo strukturo samega betona. No, zunaj smo pa uporabili materiale, ki so vsi demontažni, kar pomeni, da smo za vse materiale uporabili ali podkonstrukcijo, ki je možna dostopa do primarne konstrukcije. Tako je tudi na balkonih v bistvu položena keramika na bizonih, kar pomeni, da imamo distanco med samo primarno konstrukcijo, hidroizolacijo in pa potem finalnim podom. V tem vmesnem delu praktično mi tudi samo streho UV zaščitimo, kar pomeni, da ji podaljšamo življenjsko dobo. Hkrati imamo možnost čiščenja same, bom rekel, primarne hidroizolacije. S tem pa dosežemo tudi eno zanimivo stvar, da je praktično balkon zelo prostoren. Prostoren zaradi tega, ker smo potem lahko nosilce same ograje postavili malenkot navzven, kar pomeni, da dobimo od 10 do 15 cm pri nekem malem prostoru, to pomeni zelo veliko površino, ki imaš občutek neke objetosti. Potem je pa sam balkon, ki je pa narejen po principu samih vertikal in pa potem gre preko ograja, ki je kovinska oziroma pač, ki deluje kot neka tančica. Ta tančica nas po bistvu v ozadju
zaščiti pred samimi pogledi, če se usedeš, praktično si ti čist privaten, če želiš pogledati dol, dvigneš pač pogled preko ograje, vidiš praktično, kaj se v okolici dogaja. Zakaj je dobro, da so elementi taki, da se jih da začasno odvijačiti, odstraniti? Pri lesenem objektu kot takem je vedno dobro, da imamo kontrolo, kaj se dogaja s primarno konstrukcijo. To zagotovo je trajnost lesenega objekta tista, ki je najbolj pomembna z vzdrževanjem samega objekta. Zdaj, to ne pomeni, da te objekti imajo krajšo življenjsko dobo kot neki zidani ali pa, bom rekel, pač arbirano-betonski objekti. Moramo pa imeti malenkost več pozornosti pri samem vzdrževanju, kar pomeni, da tistemu, ki bo vzdrževal stanovanje, omogočimo maksimalno fleksibilnost ali pa zelo hiter pregled, ali do konstrukcije, ali do strehe, ali do finalnega detajla. Fasada obeh objektov je prezračevana, saj je v takšnem ovoju lesena konstrukcija veliko bolj trajna. Zaradi termike dviga zraka je les prevetren, torej v varnem in suhem okolju. Notranjost stavb pa je razdeljena na 5 etaž, pri čemer je kletna etaža namenjena parkirnim prostorom, shrambam in servisnim prostorom, medtem ko je v ostalih 4 etažah po 7 stanovanj. Ta imajo velike kopalnice, široke vratne odprtine in nasploh zelo praktično razporeditev. Kaj so pa glavne značilnosti recimo tegale vzorčnega stanovanja? Kako je oblikovano? Kakšen tloris? Tle so tlorisi predvsem narejen na način, da so zelo svetli, zelo odprti, da imajo ljudje veliko prostora, se pravi tudi stanovanje, ki je velik praktično samo 50 kvadratnih metrov, imaš nekako občutek, tudi če si v dnevnem prostoru nekega stanovanja, ki je velikosti 50, 55, 60 kvadratov plus. Večja stanovanja imajo te, bom rekel, možnosti še malo več. Drugače pa v osnovi zračnost, pogled navzven in pa predvsem svetli materiali. Pri načrtovanju stanovanjskih enot so pazili na njihovo pozicioniranje, na način dostopa vanje in na prehajanje zvoka po vertikali. Zagotoviti so želeli čim manj šumnosti oziroma čim večjo tihost. Vedno se gleda tudi, da v bistvu stanovanje nad stanovanjem nima predela, da bi zdaj imeli stanovanje v enem predelu spalne prostore, pa na drugem delu zgornje etaže bivalne prostore, pa spet obrnjeno. Se pravi, vedno se gleda tudi po vertikali, ker vedeti moramo, da so spalni prostori tišji, bivalni prostori so glasnejši, ni pa nujno. V sicer dnevnem delu so bivalni prostori, če imaš mlado družino, pač zaradi otrok glasnejši del, ko se otroci igrajo, skačejo, lumparije zganjajo, pa je v bistvu lahko bivalni del tišji, ampak načeloma se pa gleda, kaj pomeni noč, kaj pomeni dan. Torej, nad ali pa pod nama je kakšen bivalni prostor? Vedno bivalni. Vedno v tem delu imamo praktično tako narejen, da je ta vertikala, kjer stojijo midva bivalni del, v sosednjem delu v bistvu, oziroma pač za drugim delom je pa spalni del. Na kakšen način se pa tale stanovanja ogrevajo oziroma ohlajajo? Stanovanja so tukaj grajena po principu pasivne gradnje. Zanimivost je to, da imajo ta stanovanja spet eno skupno kotlovnico, tako da imajo v bistvu skupno paletarno, potem kotov na same pelete in pa potem razvod 7 toplotnih podpostaj. Kar se tiče hlajenja, ima pa vsaka enota za sebe svojo ločeno klimatizacijo, tako da si lahko uporabnik po želji stanovanje tudi klimatizira. Zgodba stanovanj in nasploh obeh blokov Karantanika je zanimiva tudi zato, ker je investitor, arhitekt in izvajalec eno podjetje, kar se je pokazalo za prednost. Stavbi sta zaradi dobrega poznavanja trga in razmer zgrajeni po najnovejših standardih, z materiali na nivoju zasebnih hiš, predvsem pa sta dokaz, da je danes z lesom možno graditi tudi najzahtevnejše objekte. Kakšna je po vašem mnenju prihodnost lesene gradnje? Kako se bo tukaj kombiniralo še z drugimi materiali? Ja, mi glede na to, da smo zdaj projektirali praktično že neko 6., 7. večstanovanjsko hišo, gradili recimo našo 5., se zelo spogledujemo proti temu, da bi v bistvu gradili neko hibridno konstrukcijo. Govorimo o tem, da bomo neka stopnišča, požarne vertikale delali recimo v kombinaciji armirane betonske konstrukcije, potem servisne prostore gradili v kombinaciji hibrida, kar pomeni, da imamo kombinacijo lesene konstrukcije kot primaren element in betonski del, ki se ga v bistvu vlije preko lesene konstrukcije, dobimo tudi tlačno in potresno trdnost, še višjega nivoja. Na drugi strani se pa izognemo v bistvu tudi probleme z vlago. Hibridna konstrukcija pomeni, da ti kombiniraš les v bivalnih prostorih, kar se nas tiče, naš pogled, se pravi v tistem delu, kjer ti bivaš, spiš, je lahko popolnoma lesen. V predelu, kjer je v bistvu servis, kjer je polvlažni del, narediš v bistvu kombinacijo
in pa v predelu, kjer je beg, kjer pa praktično zahtevajo požarne spernice smer več in več predpisov, pa narediš recimo neki klasični armirno-betonski konstrukciji ali pa zidani. Zanimivo še bo in še bomo imeli kaj za posnet, se mi zdi. Res je.